Dober večer. Ja, če ste pripravljeni na veliko glasbe in zanimivosti, potem ostanite v naši družbi tudi nocoj. V petek se v Mariboru začenja Izzven, mednarodni glasbeni festival džeza. Predstavili vam bomo fotoreporterja in odličnega poznavalca slovenske družabne scene Boruta Cvetka. Za glasbo pa bodo nocoj poskrbeli Primorci, Neme Jugat, najprej pa The One in V spominih. Časga, da se lahko spustite, naslonite nazaj in film prevrtite. Ker ne gre za spomine same po sebi, gre se za to, s kom jih obujamo in danes jih bom jaz obujil z vami. Poznamo se iz časov, ker še bil sem na potezi. Zdi se mi tok daleč, odkar bil sem na tej stezi. Še zmeri v navezi s folkom, ko ostali so čisti. Hočeš rilšit, najdeš ga na mojih listih. Moj pristop je takle, prvo 2-3 bakle. Pa ven na ulico, s kje noben me ne umakne. Ker tam se kaj stakne in tam pozna vsak me. Folk me lahko pluva, sam noben me ne dotakne. Nimam domišljije, tako ka vi pa ne nabijam. Pišem to, kar vidim, a kar vidim, to doživljam. Na črno se preživljam in takih je še mnogo. Stani so s hudičem, ker skregali so se z Bogom. Skregali se z državo, seveda še sistemom. Kje se ne bi se, vsak dan se je več problemov. Poglejmo zdaj še vero, sam eno vam bom rekel. Če res je kar učina, spol dobimo se v peklu. Kratko je življenje, da živel bi v spominih. Pa sem sredotočil z mislimi na svojih ciljih. Ker spomin na srečo, nikoli sreča ne bo več. Spomin na bolečino, vedno bo boleč. Kratko je življenje, da živel bi v spominih. Pa sem sredotočil z mislimi na svojih ciljih. Ker spomin na srečo, nikoli sreča ne bo več. Spomin na bolečino, vedno bo boleč. Sekunda za sekundo mineva ta sedanjost. Stres me uničuje, to je stvarnost in realnost. Kar doživljam, kva preživljam, kva pa delam. Z enega se na drugo mesto pelam. Da me ne dobijo, da me ne ulovijo. Delam, ker normalni spijo, roke se potijo, živci ne zdržijo. Najrešek ubija dio, a ne morem in se ne predam. Pozno se uležem, glej, pozno tudi vstajam. Na sranja se navajam, medtem ko se zakajam. V oblakih dima iščem razlog, da ustrajam. Speki se podajam, evo spet sem rekel. Ne morem ven iz svoje kože, razen če bi jo sleku. Folk se je navleku, pa veš, da so drugačni. Nič vesoček ni, tukaj dnevi so oblačni. Sami to izbrali smo nekje na naši poti. Spuščamo se v kriminal, kada je v modi. Kratko je življenje, da živel bi v spominih. Pa sem sredotočil z mislimi na svojih ciljih. Ker spomin na srečo, nikoli sreča ne bo več. Spomin na bolečino, vedno bo boleč. Kratko je življenje, da živel bi v spominih. Pa sem sredotočil z mislimi na svojih ciljih. Ker spomin na srečo, nikoli sreča ne bo več. Spomin na bolečino, vedno bo boleč. V vsaki fazi pazi, life te zgazi, če miruješ. A nabiraš ti sovražnike, skozi ka napreduješ. Ti sam voljo potrebuješ, ka poskušajo te streti. In če si na točki, da ne veš komu verjeti, takrat sam vpraši se, kako zdaj folk obnaša se. A so tisti isti, a pa veter odnaša vse. Sej se vidi, sej se ve, oči veliki zdajo. Obnašati se ne znajo, mislijo, da te poznajo. Zaradi tega sranja srce ratu mi je kamen. Pa eno hočem vedeti, reci, a si ti še zraven. A si našel mazo faco zaradi malo denarja. A spoštoval bo srečo, kad drug ti jo podarja. Ni lahko biti dober človek, pa pizde so nemočne. Zberejo si lažjo pot do te postaje končne. Zberejo laži, spletke in vse ostalo. Nekdo vse to gleda, drago jih bo to stalo. Kratko je življenje, da živel bi v spominih. Pa sem sredotočil z mislimi na svojih ciljih. Ker spomin na srečo, nikoli sreča ne bo več. Spomin na bolečino, vedno bo boleč. Kratko je življenje, da živel bi v spominih. Pa sem sredotočil z mislimi na svojih ciljih. Ker spomin na srečo, nikoli sreča ne bo več. Spomin na bolečino, vedno bo boleč. V spominih, takole je malce pesimističen začetek nocojšnjega večera. Dejan, dober večer ti želim. Tak je torej tvoj pogled na svet, na življenje v Sloveniji ali kako? Veš kako, s tem komadom sem jaz nekako označil začetek svoje samostojne glasbene poti, ker prej sem bil v skupini in sem zaprl določena poglavja, odprl nova in zdaj se pač pot odvija naprej. In na novo nič kaj v spominih, torej ne ostajaš? Ja, nič to, ja. Mislim, da ni toliko pesimističen, kakor se sliši, ker govorim o tem, da ne smemo stati v spominih, moramo iti naprej, moramo živeti za sedanjost in gledati za prihodnost. Čeprav ti tvoji spomini so kar zanimivi, da takole rečeva, kar nekaj glasbenih izkušenj
Torej, si že nabral v tvojih spominih, bolj poznan si od teh, seveda, ki jih zanima to vrstna glasba, rap glasba. Si bil poznan kot, torej nastopil si v duetu SOS. Ja, bila sva s kolegom v skupini SOS, imava tudi dva uradna albuma za sabo. No, pa sta se odločila, da je probava še vsak po svoje in zdaj se odvija stvar. No, kar nekaj reperjev smo tudi mi že gostili v naši oddaji. Kako je kaj na tej sceni, koliko je kaj nastopov? Še ko. Kakšen je obisk vaših nastopov? Zdaj, odkar sem na samostojni poti, zbiram, nisem imel spet toliko nastopov, ker bi si jih sam želel mogoče, ampak spet zbiram material toliko, da lahko naredim nastop vsaj kakšno uro dolga, da ni tisti par komadov, pa ne to. Sam pišeš tekste? Ja, seveda, sam pišem tekste, tako bi vsak reper moral, Pišem o svojih izkušnjah, pišem o medsebojnih odnosih, pišem o stvareh, ki jih vidim, ki jih doživljam in to probam nekako dati v zanimiv način v rime. Druga pesem, ki nam jo boš predstavil, pa govori o čem? Druga pesem je Način kvarta. Govori o načinu mladih po celi Sloveniji, po mestnih četrtih, ker težki so časi, v krizi smo, in mislim, da se tudi odnosi med ljudmi malo bolj zaostrujejo in da ljudje več ne zbirajo načina, kako priti do željenega cilja. Ponavadi je ta cilj denar, ampak sam naravnost. Kakšen pa je tvoj cilj v življenju? Moj cilj je glede muzike, da širim svoje sporočilo, ker tukaj se ne gre za denar, slava itak hitro mine, gre se mi za to, da širim svoje sporočilo in da mi ljudje slišijo. Sicer je Dejan, seveda glasba ni edina oziroma repanje, s čimer se ukvarjaš v svojem življenju. Delaš, priden si, v službo hodiš, najbrž se samo od glasbe ne da živeti. Vse od tega stila ne. Ne da se zato, ker trg je premajhen, mediji malo premalo podpirajo pač to hip-hop rap sceno, več ali manj radio in televizije je ena in ista muzika skozi, eni in isti izvajalci in tako, da nekako ne pridemo zraven. Jaz predlagam, da nam se še enkrat, da se še enkrat privoščimo, potem pa te povabim na koktajl. Dejan, ker imaš čisto suha usta, jaz slišim, Je to kar naporno, ne? Je naporno, 3-4 minute non-stop sam govoriti, komi še kaj zadiham vmes, tako da upam, da bom lahko spel fino. Si mogoče imel kakšnega znanega mentorja, ki ga morda Mentorja niti ne. Mentorja nisem imel nobenega. Vse, kar znam, sem se sam naučil čez izkušnje, čez vsa ta leta, imam kar nekaj kilometrine za sabo glede repa, tako da... Ampak itak se ima še veliko za naučiti, Kakšen učitelj, kot na primer učitelj solo petja in to za repanje v Sloveniji ne obstaja najbrž? Po mojem, da ne obstaja. Sem si jim dala dobro delo, mogoče bom lahko tako služil. Mogoče pa se začneš tudi s tem ukvarjati. Dejan, predlagam, da se nam še enkrat predstaviš, potem pa le te vabim, da malce tako je. Izvoli. Hvala. Vedno sem v gardu, vse veš, life je borba. Ni me toliko zavideti, pa sprašuješ, kva je novga. Enga lih ugasnu, a noga spet prižigam. Bolj držim se zase, ka fok je rad uligal. Če se je kdo najdu, brez zamere, jaz sem sam povedal. Sej, pa vedno več komadov, vedno manj kolegov. Fak, pa zgodil se bo, poka vam bo album pršel. Ziga najo kupal, upal, da se ne bo stržil. Ne gre mi za naklade, denar ne pride tako do žepov. Če od muske bi ga hotel, pa sploh ne bi repul. Ampak sej mi pene, zato imam druge scene. Sem s tem načinom lahko hitro padeš v probleme, pa dnevi teme prinesejo še svoje breme. Ko pogledam sceno, kdaj pomislim, tole ni za mene. Sem svoje furan, ker to spiko zmer imel sem. Najbolj da bi nehal, šele dobro zdaj začel sem. Veš, da način kvarta, da te dobro zmatra. Pazi, kako štartaš, da te hit ne zmanjka. Nehi do krahja, tole ni uganka. Veš, da kvartu zmer na koncu sjebe zadnja karta. Veš, da način kvarta, da te dobro zmatra. Pazi, kako štartaš, da te hit ne zmanjka. Nehi do krahja, tole ni uganka. Veš, do kvartu zmer na koncu sjebe zadnja karta. Dej povej mi, kašen kej tvoj način je, kako se znajdeš, ka povišajo se stopinje. Kašen tip si, taka služija ka fejka, a tiho delaš, a nimaš nič pa glumi šejka. A polna usta sranja, a polni žepi denarja. Bolj težko oboje, razen če se ti pretvarja. Fok zajebava, ja mal jih prcka, a na isti šlepa in doma se hrčka. To ti je prijateljstvo tega našega časa. Družba izkoristi in mogoče kakšna basa. Vse, kar nas združuje, so pare, a pakuje. Včasih ble so naš
naše, zdaj pa spet so tuje, pa dobimo občutek, da vrtimo se v krogu, verjamemo v denar, ampak molimo se Bogu, ker za ta papir smo delali, ker smo morali, predstavljam 3 nove vere, evro, funt in dolar, veš, da način kvarta, da te dobro zmatra, pazi kako štartaš, da te hit ne zmanjka, nehi dokaj lahja, tole ni uganka, veš, da kvartu zmer na koncu sjebe zadnja karta, veš, da način kvarta, da te dobro zmatra, pazi kako štartaš, da te hit ne zmanjka, nehi dokaj lahja, tole ni uganka, veš, da kvartu zmer na koncu sjebe zadnja karta, tako, ker že veste, svet ima rad uspešne, tako vrsto imajo rade še posebej ženske, treba je zaraditi, da bi šel seme zasaditi, stopim ven na ulico, da ne odnasam v komadih, tretja je izmena 2 cifre, 2 življenja, eno je za stalno, drugo, da se lahko zamenja, in ne samo zgodba stari, to je zgodba mnogih, dober veš, ko mislim, če vrti se v teh krogih, moja generacija, pravi combination nation, ne furamo tok play, vedno bolj je street station, pa vedno bolj, dobre te stvari pogrešam in vedno bolj, sanje in realnost mešam, vsakič, ko vstanem, isti dan se mi ponavlja, cel dan pare delat, pa cel večer zapravljat, preden se zaveš, ko minejo ti meseci, leto se obrne in na začetku spet si, veš, da način kvarta, da te dobro zmatra, pazi kako štartaš, da te hit ne zmanjka, nehi dokaj lahja, tole ni uganka, veš, da kvartu zmer na koncu sjebe zadnja karta, veš, da način kvarta, da te dobro zmatra, pazi kako štartaš, da te hit ne zmanjka, nehi dokaj lahja, tole ni uganka, veš, da kvartu zmer na koncu sjebe zadnja karta. Hvala lepa, Dejan. Super je bilo tole. Sem ti kar na oder prinesla, ker že drugi gost čaka. Povej mi, kdo je tvoj vzornik hip-hop rap scene v Sloveniji in pa sicer tudi širše, seveda? Mislim tako, moj vzornik, ki so glasbene legende, kot je recimo Bob Marley, Tupac, pa zaradi tega, ker so širili eno globje sporočilo čez svojo muziko in so se dotaknili veliko ljudi, a ne? In mislim, da je to tisto glavno, da je to nad to glasbeno industrijo in nad show biznisom. Si morda bil na kakšnem koncertu tudi? Zahajaš na te koncerte? Ja, zahajam. Če kakšen dober izvajalec, rad grem na koncert, rad ga podprem in rad vidim. Kaj pa od slovenskih nisi nobenega naštel? Ja, še kako, zdaj, da bi imel v slovenski sceni kakšnega vzornika, to niti ne, zato ker toliko časa že delam, da ta rap, da ne vem, vsi zdaj, ker so zdaj na sceni, sem že delal mogoče pred njimi repa, ne, tako da težko, da jih jemljem za vzornike, a ne. No, za vzornike pa vseeno, recimo, kdo ti je, recimo, najbližje? Koga si spoznal, si morda s kom delal? Ja, sej, delal sem več ali manj z vsemi znanimi imeni slovenskega repa, s temi, ki sem hotel pač, a ne, vem, ko so Zlatko, Adam Velič, Jovič, Radić, Nipič, dosti jih je, a ne. Ampak sej, imam še par, recimo, v mislih, s kateri bom še delal, ampak ne ostane skrivnost. Morda je to Ntoko, ki ga bomo lahko torej konec tedna videli tudi v Mariboru, ga morda poznaš? Ja, poznam ga, sem ga že videl nastopati, ampak mislim, da imava preveč različne stile, da bi lahko to združila. Ja, Dejan, jaz ti želim, da v tvojem stilu nadaljuješ seveda in da se najdeš, še s kom sodeluješ in da te še seveda kdaj vidimo. Hvala lepa, da si bil nocoj naš gost. Hvala za povabilo. Takole, mi pa nadaljujemo z našo oddajo. Izvedeli boste, kaj nekaj se bo zgodilo konec tedna v Mariboru. Ta petek se v Mariboru začenja mednarodni glasbeni festival džeza Izzven. In dober večer, David Brown. Midva bova govorila danes o tem, kaj se nam obeta. Zelo zanimiv vikend znova. Festival, ki se je začel, lahko zdaj rečem, že davnega leta 2000. Tako je, ja. V bistvu je nastal relativno spontano v mestu, kjer je zelo malo koncertne ponudbe, tako na področju džeza, svetovne glasbe, bluza, tudi nekega post-roka. Če pa že, pa delujejo izjemno usmerjeno v neki glasben stil. Izzven je, mislim, da en unikum v slovenskem prostoru, morda tudi širše.
ne ozira se na glasbene žanre in stile in v bistvu pod isto streho druži več njih. Ponavadi v istem večeru, sicer pa v sklopu vikenda. No, kot sem že povedala, glede na to, da smo takole hip-hopovsko, repersko začeli nocojšnjo oddajo, to, ko prihaja tudi, morda za tiste malce mlajše obiskovalce vašega festivala, koga bi še posebej seveda omenil, razen tega pač, ki ga morda publika širše pozna? Ja, najraje koga pohvalim po festivalu, ampak res je, prvi dan družimo dve precej različni osebnosti, lahko bi imenoval urbana pevca, vsak iz svoje različne smeri. Ntoko, ki bo nastopil v Kibli v petek, mislim, da gre vendarle za enega bolj intrigantnih in zanimivih slovenskih reperjev, ki je tudi že vrsto let nekako se oddaljil od repa in v svojo glasbo vključil tudi mnoge druge glasbene sloge. In pred njim, mislim, da posebno veselje, slovenska premiera enega bolj znanih reggae pevcev, ki nastopa pod imenom Patrice, sicer s polnim imenom Patrice Bart Williams. Gledali smo ga na evropskih in svetovnih turnejah, na največjih odrih. Spričo ameriških volitev pred 4 leti je podprl Baracka Obamo pred skoraj 4-milijonskim občinstvom v Berlinu. In v Maribor, Slovenija prihaja premierno in v Maribor s specialnim akustičnim nastopom. To je bila posebna želja, da ga slišimo v tisti najbolj bazični obliki. Kaj se že bo sicer dogajalo čez vikend? Festival traja od petka do nedelje. V soboto se selimo v Klub Narodnega doma in na Mali oder, tam spet družimo eno slovensko zasedbo, ki sliši na ime Najova. Gre za duo, precej nenavadni, mislim, da spet edinstven primer v Sloveniji. Glasbenika igrata na afriški klavir ali kalimbo ali mbiro, več besed je za glasbilo. Gre torej za leseno škatlico s kovinskimi jezički. Potem pa pozavnistka izraelskega rodu, sicer živeča v New Yorku, in trenutno se strmo vzpenja na džezovskih odrih širom Evrope, Ruth Regev. In potem v nedeljo se selimo pa še v Jazz Klub Sačmo, na drugo lokacijo, tam se je pravzaprav festival nekako začel, kjer bomo počastili ob 70. obletnici rojstva Jimija Hendrixa s koncertom, ki je v bistvu edina skupina, ki jo je letos podprla tudi uradno družina Hendrix. Gre pa za izjemne glasbenike, T.M. Stevens, basist, naj samo omenim, da najbrž ga vsi poznamo iz zasedb James Browna, sicer pa Tina Turner, Joe Cocker, bobnar Keith LeBlanc prihaja kot studijski glasbenik iz zasedb, kot so The Cure, R.E.M. in nešteto drugih. Kar nekaj, torej ta konec tedna za glasbene sladokusce. Kakšni pa smo Mariborčani glasbeni sladokusci, David? Kaj praviš? Festival, v bistvu izkušnje festivala kažejo, da je publika izjemno različna. Zelo nas veseli, da je dosti mladega občinstva. V tem se razlikujemo od naših sosedov, Avstrijcev recimo. In mislim, da je festival vendarle poseben ravno po tem, ker druži v kratkem času precej različnih stvari in posledično je seveda tudi občinstvo takšno. Kje se dobijo vstopnice? Ja, velja omeniti tudi dejstvo, da sta prva 2 dneva, torej petek in sobota, brezplačna. Zgolj nedelja, ker gre za res veliko zasedbo, čeprav samo tročlano, ampak izjemne glasbenike, ki nastopajo v klubu, kar mislim, da je posebno ekskluzivno in vredno ogleda, pa so vstopnice na voljo na blagajni Narodnega doma. Torej, 2 brezplačna koncerta vas čakata petek in soboto, slišali ste v Kibli, drugi pa v Klubu Narodnega doma v soboto, a ne? 4 pravzaprav, torej 4, no? Ja, tako, in pa v nedeljo potem pač vstopnice na voljo, torej v Narodnem domu. Morda še omeniva spletno stran. Ja, spletna stran festivala je www.izven, pisano za 2z.si, ali pa spletna stran Narodnega doma www.nd-mb.si. Ja, hvala lepa, David. Veliko informacij, torej ne prezrite zanimivega vikenda. Hvala lepa in uspešno izvedbo festivala in se vidimo znova prihodnje leto.
Ja, če vas zanimajo znani slovenski obrazi, tako imenovane bolj ali manj znane slovenske zvezde, potem je naš naslednji gost zagotovo pravi naslov za odgovore na mnoga vprašanja, ki so vas od nekdaj zanimali. Odgovori seveda, dober večer, Borut Cvetko. Pozdravljena, dober večer. Kreativni direktor Medija Speeda, sicer pa na mnoga leta fotograf raznih slovenskih in pa seveda tudi tujih zvezdnikov. Pa najprej, Borut, da začneva najin pogovor, kako bi opredelil slovenskega zvezdnika, a jih je veliko ali sploh obstajajo? Mislim, da je na tej roki preveč prstov, da bi lahko rekla pravi zvezdnik v pravem pomenu besede, pa če mislivo na estrado, mogoče bi jih malo več našla med športniki, če sem čisto odkrit. Opredelila pa bi ga vsaj jaz kot človeka, ki ostane na realnih tleh tudi takrat, ko ga drugi kujejo v zvezde. Ja, kar nekaj, dajva reči takole, si jih tudi tiskoval, a ne, mnogo zvezd je šlo čez tvoj objektiv, da takole rečem. Katere so tvoje najljubše, da te vprašam, pa da se ne boš komu seveda zameril? No pa, da se ne bom komu zameril v Sloveniji, bi dejal, da sem bil zelo vesel dela in tudi načina, kako so komunicirali z menoj, pa tudi z ostalimi v spremstvu ali kjerkoli že. Vedno je to Severina, ki moram reči, da je res zvezda Balkana. Karkoli se o njej govori, mislim, da je še vedno, vsaj do tistih, ki se na nek način skozi fotografski objektiv ali kako drugače lahko pridemo njej blizu, je zelo profesionalna in kot tako jo ocenim čez vse, lahko rečem, v Sloveniji vsekakor, kar se tiče te glasbene estrade. Kar se pa tiče tujcev, sem imel priložnost delati z Naomi Campbell, z Kevinom Costnerjem in prav slednjim je prav tako res v dobrem spominu ostal. Kaj pa od slovenskih, kako se obnašajo? So vedno prijazni, so ti morda kdaj grozili, bili nesramni? Ponovadi je tako, da tisti, ko se nekako vzpenjajo ali pa vsaj še imajo občutek, da so v tisti vzpenjajoči se fazi svoje kariere, bi naredili vse. Lahko ga vržeš v Dravo, lahko ga obesiš na kakšen radar, to, kar je zdaj tako aktualno. Ko pa nekako začutijo, da so jih vsi mediji pobrali, da je to zdaj tisti njihov trenutek slave, takrat pa imajo naenkrat muhe. Menda so to tiste zvezdniške muhe in oni so takrat v svojih glavah največji zvezdniki, dejansko pa so najmanjši. In ne vem, če bi zdaj koga prav tu izpostavljal, ampak vsaj moje mnenje je to, bodi takšen kot si ves čas. Smej se, bodi naraven, ker to je zgodba na dolgi rok. Vse drugo pa je bolj vožnja z biciklom. Kaj pa te zvezdniške zgodbe, ki so nam servirane? Ali je to vse nastavljeno, ali so to res zasačeni, ali sploh v Sloveniji obstajajo paparaci? Paparaci že obstajajo, ampak so premo sorazmerni našim zvezdam in zvezdnikom. Tako da jaz mislim, da je že skoraj tisti višek paparacov v Sloveniji to, če nekoga zasačijo, ko pač pelje svojega otroka domov, in to so tudi tiste fotografije iz porodnišnice, seveda. In to so tiste fotografije, ki so nekako najbolj vredne ali pa najbolj oblegane takrat, ko se pač ve, kdo, kje, na katerem izhodu bo mogoče šel iz porodnišnice. Vse drugo pa se mi zdi, da v Sloveniji ne moremo govoriti o paparacih, ker imam recimo podatek, kakšne cene se vrtijo v tujini za res tiste, najbolj je seveda Brangelina, par je najbolj aktualen, in ko so bili zasačeni prvič s svojimi otroci, mislim, da je fotograf za to zaslužil čez 5 milijonov dolarjev. To pa so številke, ki v Sloveniji sploh ne znesejo, kar je tudi primerljivo z kritično maso našega trga. Se oba veva, kako nekje ene 4 takšne povprečne plače je tisti maksimum, ki ga po mojih podatkih dobi punca, ki se sleče za Playboy, pa mora že imeti zelo dobro ime. In sem prepričan, da če si malo sposodiva politiko, nekdanja notranja ministrica, ki bi verjetno v tistem času največ pomenilo, če bi se ona slekla za Playboy, mislim, da si Playboy oziroma podjetje, ki ga izdaja, ne bi moglo privoščiti več kot
na pamet, 20 000 evrov, da bi njo plačalo zato, ker enostavno ni trga, ki bi to kupil. Tudi imič ni toliko vreden, da bi se kaj takega zgodilo. Seveda. Sicer pa, da greva od teh zvezdnikov morda k malce zanimivejši temi priljudni, da takole rečem, fotomaraton, ki ste ga organizirali letos, zakaj je šlo, kakšen je bil odziv? Odziv je bil super. Prvič je bil v Mariboru, organizirali smo ga skupaj 3 prijatelji, še ob nas, še v bistvu pobudnik Mitja Sagaj in Gregor Grossman. Je pa bil dogodek, na katerem se je zbralo 170 ljubiteljskih, profesionalnih, polprofesionalnih fotografov z nalogo, ki smo jim jo zadali, 12 različnih tem, fotografiranih po vrsti, točno po našem vrstnem redu in na vsako temo samo ena fotografija. Mislim, da smo s tem dogodkom zadeli v polno. Prave trume fotografov so se takrat premikale po Mariboru in to nam je seveda dalo voljo, da bomo prihodnje leto organizirali zagotovo fotomaraton v Ljubljani, nekje sredi leta. Prejšnji teden pa so tudi stekli pogovori, da bi se isti dogodek zgodil tudi v Portorožu, seveda pa prav tako v Mariboru. Mediaspit.net je zagotovo eden bolj obiskanih portalov v Sloveniji. Jaz mislim, da ga ni med nami tistega, ki vsaj tu in tam ne pregleda fotke in pa z družabnih prireditev. Vse tega zavedaš, a ne? Ja, seveda. Ti svojimi sodelavci, seveda. Na vsakem koraku v bistvu spremljamo to, kako se ljudje odzivajo na naše fotografije in dejansko skoraj ni v Sloveniji človeka, ki na srečo pač našo, ki ustvarjamo ta portal, ki ga ne bi poznal ali pa celo bil objavljen tudi na njem, vsak, ki vsaj približno nekaj pomeni. Sedaj je portal že 8 let aktiven, decembra pripravljamo veliko prenovo portala, končno bi lahko dejal, in se tega res že zelo veselimo in verjamemo, da smo naredili spet velik korak naprej. Dejansko pa je sedaj že tako, da včasih je to veljalo za eno revijo, zdaj pa mislim, da velja tudi že za naš portal, da če te ni na Mediaspidu, v Sloveniji ne obstajaš. Torej, razširitev portala, še kakšni so projekti prihodnjega leta, česa se najbolj veseliš? En od projektov, ki nam zdaj, letos je že 3. leto, se zgodil in nas res zelo veseli, je tudi salon Traminec. Gre za tradicionalno druženje ob vinu, tramincu seveda, kulinariki različnih slovenskih restavracij in poeziji, kulturi. Vedno se zgodi na gradu Negova, lahko povem že za leto 2013, to bo 26. avgusta ob 18. uri na gradu Negova. Organiziramo pa ga skupaj mi, Mediaspit, z vinskim podjetjem Štajer iz Plitvice in radgonskim podjetjem Kult Pro Tour. Zanimivo, torej kar veliko dela, za čez celo leto se seveda nekaj najde. Takole, zvezdniki se vas torej ne bojijo, ne? Celo kličajo vas, kolikor sem razumela, Borut, in torej posla še kar na pretek, za vas ni recesije. Hvala lepa, da si bil nocoj naš gost. Hvala za povabilo. Takole, mi pa nadaljujemo z glasbo. Zelo smo veseli, da se pripeljajo torej z primorskega konca. Velika skupina iz Kopra prihajajo, Ne me jugat, odličen bend, in zdajle nam bodo predstavili prvo pesem, nam bodo zapeli Ljubezen je. Tako je, in ne me jugat. Tako. Ja, takole se zgodi, da kakšen televizijski škrat pride na obisk tudi blizu mene, a ne? In na vrsti je nagradna igra, preden si privoščimo malce glasbe. In sicer nocoj vas sprašujemo, 2 vstopnici, ki jih poklanja SNG Maribor, imamo za vas pripravljeni. Nič 2420 12 44 in nič 2420 12 50 sta naši telefonski številki. In sicer nagradno vprašanje pa se glasi, to je za vse tiste, ki obožujete gledališče, boste najbrž dobro poznali pravilen odgovor. A, B, C imate možnosti in sicer nocoj vas sprašujemo, povedati nam morate, katera premiera, katere baletne predstave se je zgodila pretekli petek, ali je to A, Romeo in Julija,
B. Grk Zorba ali C. Hrestač. Torej, nagradno vprašanje, torej sem ponovila, zdaj tudi imamo televizijskega škrata, tako da ne nagaja samo meni, ampak torej tudi režiji, nič hudega. Torej, povedala sem nagradno vprašanje, torej, katera baletna premjera se je zgodila ta petek, Romeo in Julija, B. Grk Zorba ali C. Hrestač. Torej, naši telefonski številki ste videli, torej, vabim vas seveda, da nas pokličete, zdaj pa mislim, da so Neme Jugat pripravljeni, medtem ko mi čakamo na pravilen odgovor, le pokličite nas. Čas za nagradno igro je torej tudi po tej pesmi in torej končno privoščimo si jih Super Primorce in Ljubezen je. Ima. Ja, sam pri sebi dobro vem, da nisem fenomen in se smešno vse obrača, naslednja bom tarča njenih norih idej. Zavajam brez mej, oči me poglej in laži naprej. Ljubezen je lepa, ljubezen je slepa, ljubezen ti da ti vzame, ponuja omame, globoko zareže, zadane. Ljubezen je lepa, ljubezen je slepa, ljubezen ti da ti vzame, ponuja omame, globoko zareže, zadane. In uspelo ti je, jaz naivno sem verjel, a rado vedno zmagujem, to, kar jaz potrebujem, v rokah imaš. Ja, sam pri sebi dobro vem, da nisem fenomen in vse smešno se obrača, naslednja bom tarča tvojih norih idej. Zavajaj brez mej, oči me poglej in laži naprej. Ljubezen je lepa, ljubezen je slepa, ljubezen ti da ti vzame, ponuja omame, globoko zareže, zadane. Ljubezen je lepa, ljubezen je slepa, ljubezen ti da ti vzame, ponuja omame, globoko zareže, zadane. Ali je črno, ali je belo, nepravično ali pošteno, ali smo dobri ali slabi, vsi pod kožo smo krvavi. Ljubezen je lepa, ljubezen je slepa, ljubezen ti da ti vzame, ponuja omame, globoko zareže, zadane. Ljubezen je lepa, ljubezen je slepa, ljubezen ti da ti vzame, ponuja omame, globoko zareže, zadane. Takole, zabavljači iz primorskega konca, dober večer vam želim. Neme Jugat, zanimivo ime, vsaj za nas Štajerce. A je to kakšnega posebnega pomena? Kaj sploh pomeni Jugati? Jugati bi najbolj nas enostavno povedal guncati oziroma Neme zezati, tako na kratko. Sicer pa pravi zabavljači, to se že videlo, kako radi zaplešete, ko zapojete. Band kar nekaj, lahko rečem, kar veliko izkušnjami, a ne?
Torej, 15 let že obstajamo, zabavamo več ali manj na Primorskem in želja nam je, da bi tudi tu pri vas kaj vas zabavali. Če nas povabite, z veseljem pridemo. Ja, vaš repertoar je kar širok, bomo rekli, kar veliko od pop-rock do istrskih, a ne? Kolikor sem našla, Ata Google ve vse, torej tudi v vašem primeru. Tako nekako pojemo v narečju, pojemo, se pravi, tudi zabavno glasbo, narodno zabavno, kot tudi pop oziroma rock and roll, če je treba. Za vse prilike, za vsako željo pravimo upoštevati, čim več se pravimo prilagoditi ljudem. Mi se imamo fajn in upamo, da se imajo tudi ljudje z nami fajn. To nam je v bistvu v veselje. Ja, nastopate veliko torej po raznih feštah, da takole rečem, sploh po Primorskem. Šagrah. To bi bila čaga pri vas, tako nekako, če se ne motim. Sem rekel prav? Ja, seveda, čaga. Zdajle pripravljate tudi nov album, nazadnje ste ga izdali pred 3-4 leti. Tako nekako, zdaj smo že v bistvu eno pesem že predstavili, to je Bandima, se pravi Trgatev. In počasi nastajajo nove pesmi in upam, da bomo naslednje leto predstavili spet, se pravi, naš 4. studijski CD oziroma plošča, kakorkoli. Kaj bomo slišali danes, kaj nam boste še predstavili? 100 let? 100 let je premalo za razumeti, za doživeti, premalo časa imamo, nažalost, in dajmo uživati ga, kako moramo. Torej prava taka pozitivna pesem za konec nocojšnje oddaje. Še bova potem kasneje malce poklepetala, zdajle pa torej glasbe malce, 100 let in pa Ne me jugat. Je premalo za razumeti vse. 100 let je premalo za doživeti vse. 100 let je kaplja v morju, 100 let je ladja v vesolju. In kje so vse tiste zvezde, zakladane 100 potez v eni sami igri, 100 potez, brez zmag in brez poraza, 100 potez izkisanega obraza, 100 potez in zveš, da sem baraba, 100 potez. Ne verjemi besedam, ne verjemi očem, le dejanja naj povedo ti, srce boli. Ne verjemi besedam, ne verjemi očem, le dejanja naj povedo ti, srce boli. En dan, in kaj naj ti še povem? En dan, in kaj naj s tabo počnem? En dan, kot 1000 drugih ta dan, v enem mahu dve muhi, ne rabim besed dovolje. En tvoj pogled, 100 besed, mimo še sletijo, 100 besed, v zraku se zgubijo, 100 besed, za eno glupo idejo, 100 besed, nič ti ne povedo, 100 besed. Ne verjemi besedam, ne verjemi očem, le dejanja naj povedo ti, srce boli. Ne verjemi besedam, ne verjemi očem, le dejanja naj povedo ti, srce boli. Ne verjemi besedam, ne
tako? Izvoli, torej sedi. Ja, pravi Čaga band, kot so najbrž naši gledalci že ugotovili. Torej, kje vas lahko najdemo, če si vas želimo za kak žur, naprimer, ali Čago, no, kot štajersko? Recimo na Primorskem, se pravi na obali, predvsem smo v bistvu res od, se pravi, konc maja do septembra, večinoma vsako soboto na kakšni Čagi, oziroma na fešti, oziroma šagri. Drugače pa večinoma se držimo, recimo nekje na Primorskem, se pravi, gremo, sežemo tle do Goriške, do Bistrice. Malo, zelo malo smo tle na Štajerskem, premalo, po mojem, ne? Tako da bi radi volje bili več. Skratka, če nas bodo povabili, bomo prišli zaradi volje, zapeli in... Zakaj pa vi mislite, da se tako dobro razumejo Primorci in Štajerci? Kaj moram iskreno odgovorim, ali kaj? Ja, seveda. Po mojem zaradi tega, ker smo pivski bratje. To je bila še malce Martinova šala, da takole rečem, ne? Alkohol škoduje zdravju, ne? Čeprav je tukaj vse okrog polno, brez alkoholnih koktajlov seveda, ne? Zdajle bom še enkrat zastavila nagradno vprašanje, ker nihče nas še ni poklical, ali morda, če želi kdo postaviti nagradno, torej vprašanje nocojšnjemu bendu, ne me jugat. Sicer vas sprašujemo po pravilnem odgovoru za 2 karti, torej po vašem izboru za Slovensko narodno gledališče Maribor. Takole zdajle pa dela. Torej, katera baletna premjera je bila v Mariboru pretekli petek? Romeo in Julija, A, B, Hrestač ali C, Grk Zorba, nič 2420 12 44 ali nič 2420 12 50. Morda nas celo kdo pokliče z primorskega konca, najbrž imate tudi vi radi nagradne igre. Seveda imamo, obvezno. Kaj pa v gledališče, kaj hodite, ni časa, ne? Kako da ne, vsak petek. Ponavadi uredno obiskujemo vsak petek. Ja. No, sicer pa, s čim se še ukvarjate, člani benda, hodite normalno v službe ali se da živeti od glasbe in od fešt? Da se, ampak načeloma vsak se z nečim ukvarja, tako da... S čim se, na primer, ukvarjate še? Večinoma oljkarstvo, vinogradništvo, turistično kmetijstvo in v bistvu to je to. Zanimivo, ne? Mljacka, ne? Da takole rečem, smo že milačni, no? Čeprav zdaj že večerja. Lahka, ne? Primorska, kakšna bi zdaj le prijala. Sicer pa nekdo z nami, dober večer vam želim. Dober večer, Anita z nami iz Maribora. Rada bi odgovorila na nagradno vprašanje, ki ste ga postavili. Lepo pozdravljam vas in vašega gosta. Mislim, da je pravilni odgovor Hrestač, odgovor C. Ne, pa narobe mislite, gospa. Narobe mislite? Takole lepo samozavestno ste začeli, ampak vseeno mi je zelo žal. Hvala lepa, da ste nas poklicali. Meni tudi, ker sem bila trdno prepričana, da imam prav, zato sem tudi tako samozavestno začela. Ampak vseeno vam dam še eno priložnost. Ja, prosim. Ljubezenska zgodba, ne? Romeo in Julija. Tako je, Romeo in Julija. Je pravilen odgovor, ker ste bili tako prijazni in ste nas poklicali in seveda vam poklanjamo 2 vstopnici. Ste ljubiteljica gledališča, Anica? Absolutno. Imela bom vsa leta, razen letos ga nisem imela, drugače pa brez dvoma mariborsko gledališče nima primerjave in ga rada obiščem, absolutno. Ja, hvala lepa, gospa Anica, da ste nas poklicali. Kaj pravite na te klene Primorce? Ja, zelo prijetni, lušni, tako kot vi pravite, polni energija, ne? Tako. Tako da poskrbijo, da ta torkov večer ne bo nič kaj zaspan. Hvala lepa še enkrat, lahko noč. Hvala za vaš lep program, ki ga rada pogledam in hvala za vstopnici. Hvala lepa, prosim, pustite podatke, da vas obvestimo o nagradi. In pa hvala lepa, ne me jugat, bandi, da takole rečem, bendu bandi, in da ste nam takole popestrili torkov večer in pripravili naše gledalce na torej lepše nadaljevanje delovnega tedna. Hvala lepa vam, upamo, da se čim prej vidimo in hvala lepa, lahko noč. Tudi na kakšnem vašem koncertu, a ne? V živo, da vas vidimo, a ne? Če ste tudi tako živahni. Hvala lepa še enkrat. Takole, jaz se bom pa nocoj poslovila od vas z glasbo. Lana Del Rey, vsem dobro znana, lepa punca, dobro poje, Born to Die in lahko noč.